Motorsport salon je ena izmed mlajših slovenskih prireditev, mislim, da je letos drugič zapored. Za tiste, ki še ne vejo, zakaj se pravzaprav pri Motorsport salonu sploh gre? Tako, to je drugič zapored. Z kolegom Dragom Božičem organizirava to prireditev. Gre pa za razstavo dirkalnih vozil, tako na 2 kot na 4 kolesih, in pa za vso podporno industrijo, ki pač podpira ta šport, ter za ekipe, organizacije, zveze, ki pač so vpletene v to zadevo. Zdaj predvidevam, da prireditev raste iz leta v leto. V čem se letošnja razlikuje od prve lanske? Ja, letošnja, bom rekel, da je bistvena razlika je po kvaliteti, bom rekel, predstavljenih eksponatov. Za nama je tudi en biser. Ena makina, ne? Ja, to je Red Bullov dirkalnik Formula 1 RB4 iz sezone 2008. Verjetno glavna zvezda razstave, ne? Tako, to je ena izmed glavnih zvezd razstave. Tudi, kot sem rekel, še malo na najne levi, potem Forda Focusa VRC in pa tudi motocikla svetovnega prvaka Igorja Jermana. To je ena stvar, kar je bistveno sprememba od lani. Druga stvar pa je, da smo razširili se na zunanje površine, kjer imamo slalom vožnje, spretnostne vožnje z dirkalnimi sečenti, z Toyotami Yaris, potem je tukaj Škoda z svojo predstavitvijo varne vožnje in pa poligon spretnostne vožnje policajev. Kaj pa pravzaprav policija sploh počne na taki prireditvi hitrih avtomobilov? Predvsem hočemo pokazati naše delovanje, se pravi na področju varnosti cestnega prometa in pa tudi na ostalih področjih. Razlagamo določene zadeve, kar se tiče vožnje z motorji, s službenimi vozili, pokažemo princip dela, delovanje sistema Provida recimo, take zadeve. Zdaj, jaz imam občutek, da sedim na eni taki majhni močilni napravi. Na čem pravzaprav sedim? Ni glih močilna naprava, je pa v bistvu en zelo dober pripomoček, kako mi pokažemo, da je potrebno biti pripet v avtu, oziroma zakaj je potrebno biti pripet. To je zaletavček. Mi vas v bistvu potegnemo gor, vas spustimo dol z 12 km/h, potem se v bistvu tukaj sproži airbag, v bistvu, da vi začutite, koliko dejansko sploh je 12 km/h in kakšni občutki vas v bistvu takrat preplavljajo. Torej, nepripetost v avtu še zmeraj velik problem na slovenskih cestah? Delno je velik problem, predvsem za tiste povratnike, ki se nikoli ne pripnejo, oziroma se pripnejo samo takrat, kadar imajo policaji akcije, ja.